Najprej lepo zdrav vsem gledalcem. Z nami je Manca Izmajlova, znana mezzosopranistka, učiteljica petja, predavateljica, učiteljica dihanja, pisateljica in gotovo bi se še kaj našlo. Manca, pozdravljeni v našem studiu. Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Naštela sem kar nekaj vaših vlog, imate pa še eno, ki je nekako bolj samoumevna, morda pa najpomembnejša. Ste tudi žena in mati. Zagotovo je to najpomembnejša vloga in nobena velika svetovna kariera ne bi mogla odtehtati tega, da bi zaradi tega izgubila čas z svojimi otroci pa za svojo družino. Nepopisno uživam v vseh starostnih obdobjih. Mislim, da zdaj še bolj kot kadarkoli, zaradi tega, ker ko sem bila mlajša, sem bila še bolj obremenjena nekako s kariero, se mi je zdelo, da nekaj zamujam, če bom veliko z otroci, zdaj pa mi je res lepo z njima. Sta stari 9,5 pa 15,5 punci, tudi moža imam krasnega, tako da res mi veliko pomeni to družinsko življenje. Odlično. Zdaj, kariero ste začeli še kot samska punca. Kako se je recimo spremenilo, ko ste dobili otroke, ko ste se poročili? Najprej v bistvu Benjamin začel zelo močno vplivati na mojo kariero, ker sem imela prej drugačne predstave, mogoče tudi niso bile tako zelo dolgoročne. Benjamin mi je takoj, ko sva se spoznala, takrat sem imela oddajo na televiziji Slovenija, imela sem svoj band v Mariboru, prvi album sem posnela, pela tak pop, jazz, malo muzikla in tako naprej. Je rekel, super, luštna si, mlada si, to ne bo trajalo, moraš razmišljati, če ti res toliko pomeni glasba, kot vidim, da ti, moraš razmišljati, kako boš lahko do konca življenja počela nekaj vezano na glasbo in to moraš početi čim bolj kvalitetno in to ti bo dala samo klasična izobrazba. No, on je bil tisti, ki me je že takoj preusmeril malo iz teh bolj pop voda, ki so dejansko... Je bil že od vsega začetka on z vami. Dejansko so pop vode primerne tam do 30. 35. leta, potem pa počasi to zvodeni. No, on je vedno bil človek, ki je veliko vnaprej razmišljal, dolgoročno razmišljal, nikoli ni impulzivno, sunkovito reagiral, vedno je imel to modrost, ker jaz sem zelo taka impulzivna, tako da se dobro dopolnjujeva. Seveda, ko so prišli otroci, se vse obrne na glavo. Vsi pravijo, ko enkrat imaš otroke, se ti zdi smešno, ko ljudje brez otrok, ko rečejo, da nimajo časa, da so utrujeni ali kakor tako, ker to prinese čist neke nove dimenzije. Naenkrat ugotoviš, da ima dan več ur, kot jih je imel prej, da tudi včasih mrtvo utrujen deluješ in delaš. In da se tudi to da in da kljub vsem tem, bi rekla, stvarem, bi rekla, manj udobja mogoče kdaj, ki ga prenese družina, ne bi nikoli več želel biti brez otrok in biti tako, kot si bil prej, svoboden, samski, z vsem časom na svetu. Tako da vsekakor mi je naredilo bolj fajn človeka, boljšo umetnico, več neke empatije, čustvenosti, ljubezni in vse to vedno dajem v svojo glasbo, v svojo umetnost, tudi potem svojim poslušalcem. Čemu sledite recimo pri vzgoji otrok? Kakšen nasvet imate za starše? Kaj se vam zdi najbolj ključno pri... Z možem so si popolnoma različne, bila tudi zelo različno vzgajana. Jaz sem bila bolj strogo, njega so bolj pustili vedno, nekako, da se je sam odločal. In mislim, da smo v vseh teh letih, zdaj so poročena že 20 let, skupaj pa 21, še malo več, da sva tudi veliko drug na drugega vplivala, se malo spremenila oba in sva stroga, recimo jaz sem pač zelo vajena imeti nek red, tudi znotraj doma, recimo sem zelo redoljubna pa tako, ampak z druge strani pa moraš otroke tudi zelo pustiti in nekako jim dovoliti, da so to, kar so, jih spoštovati, jih ne zatirati, se ne z njimi pogovarjati, kot da so otroci, ki so tvoja lastnina, ki te morajo bogati poslušati, ampak enostavno biti čim bolj fair do njih, kot da so oni isto služijo denar in v bistvu
so del te družine popolnoma enakopravno, tak odnos. Ne. Oni pač s tem, ko hodijo v šolo, se učijo, delajo svoje obveznosti, tudi delajo svojo službo, bi človek rekel. Ja. Kaj pa, imate tudi najstnico? Kaj pa Ja. vzgoja najstnic? Kako se preoblikuje? Mislim, krasno, zato ker bilo je kar težko, ker smo se ravno takrat, ko je bila korona, preselili v Avstrijo. Za njo je bilo zelo težko, ker je dobila kar naenkrat novo mesto v lockdownu brez prijateljev. In to pri tej starosti 13-14 let je bilo res hudo za njo. Kaj pa jezikovna barijera? Hodila je v slovensko gimnazijo, tako da tega problema ni bilo čisto nič in se je lahko v svojem času učila nemščino. Mlajša hči pa seveda otroci manjših še hitreje poberejo jezik. In nikoli ni bila, pač tak človek je ni bila nikoli problematična najstnica. No. Je zdaj stara 15 in pol, kot sem rekla, se zelo že odgovorno obnaša, tudi veliko vidi, kako midva z možem delujeva, da nobena stvar ni sama po sebi umevna, da veliko delava, da se je kdaj treba čemu odpovedati in da si je treba cilje zadajati, da moraš prestopati ven iz svojih komfortne cone, kar je včasih težko, tudi narediti kaj, kar ti ne paše, tako naprej. Si potem nagrajen za to in vidim, da se razvija od takega čudovitega mladega človeka. Tako prav užitek mi je biti z njo in jo gledati, kako se razvija, kako najdeva svojo pot, čisto popolnoma svojo. No. Največ, mislim, nikoli nisem imela nekih ambicij za svoje otroke. Predvsem si želim, da so srečni, lahko počnejo karkoli želijo in da pač uživajo v svojem delu. Ker preveč ljudi je, ki ne uživajo v svojem delu. To se mi zdi tako bistvena komponenta življenja. Jih tudi zanima vaše otroke glasba? Obe sta glasbeno talentirani, ampak tako kot so mnogi otroci glasbenikov, seveda. Ampak mislim, da je napaka, če grejo potem kar po neki definiciji tudi oni po glasbeni poti, zato ker glasbeni talent, enako kot, ne vem, talent za risanje ali pa igro ali pa kaj takega, ima res ogromno ljudi. To ni nekaj redkega. V bistvu tisto, kar te pa potem naredi umetnika, je pa, da si pripravljen ure in ure vložiti, v katerih absolutno uživaš, v izpopolnjevanje, v izboljševanje, v neke nove stvari in to te potem naredi umetnika. In če v tem ne uživaš in če tudi ne čutiš te močne goreče želje, da to deliš naprej, potem mogoče ni smisel, da se s tem ukvarjaš, če tudi ti gre samo pod sebi dobro. Tako da starejša hči absolutno vidim, da ne gori za glasbo, da ji druge stvari bolj pomenijo, čeprav je tudi zelo umetniški tip, bolj te dizajn, grafične zadeve jo zanimajo. Mlajša pa kar precej gori za glasbo. Mlajša pa veliko prostih ur enostavno poje. Ima posnetke, ima karaoke, ima ne vem kaj. Poje v slovenščini, nemščini, angleščini, vse po vrsti. Ker gre in nenehno poje. Zdaj je v 2 zborih upisana in bomo videli potem, kako se bo razvijalo. Kako bo za njo. Mlajša igra violino, starejša pa klavir. Pač brez nekih pritiskov. No. Se razumem. Zdaj na Instagramu ste pred kratkim zapisali, da ste nepričakovano zanosili. Čestitke. Hvala lepa. Kakšni so bili prvi občutki ob 2 črticah? Nisem imela namena imeti še enega otroka, čeprav moj mož si je vedno želel 3 otroke. Tako da je bilo izjemno presenečenje, izjemen šok. In potem tudi, ko sem googlala, kako se recimo ženske v moji starosti, ki imajo že večje otroke, počutijo, je bilo zelo podobno, pač neki kaos, najprej se ti zdi ne, pa spet bodo plenice, pa spet vse še enkrat. To, kar misliš, da je zdaj že konec. Potem pa, ko sem sprejela to misel, sem se pa začela nekako veseliti tega, zato ker ti daje en tak nov zagon, nekako se prav dobesedno pomladiš in seveda tudi vsi ti hormoni, ki jih dobiš, meni so vedno zelo prijali, ti dajo nek polet, te pomladijo, te poživijo, glas je veliko lepši, psihično se izjemno dobro počutim in
zaenkrat res uživam. No, Je otrok že zdaj dar, že v nosečnosti. Ja, imela sem tudi številne preglede, seveda, in mnogi zdravniki so mi rekli, da sem res zelo mlada za svoje leta, da je organizem mlajši, kot kažejo številke. Tako da zaenkrat, kako bi rekla, brez nekih idej, kako bo, sem sprejela vse skupaj in se veselim. Lepo. Ja. To je lepo slišati. Zdaj aprila boste torej tretjič rodili. Kakšni sta bili prvi dve vaši porodni izkušnji? In kakšno si želite tretjo? Prva hčerka se je rodila na Jesenicah, druga pa v Ljubljani in obakrat sem imela res krasne izkušnje z celim zdravstvenim sistemom slovenskim. Mogoče sem imela srečo, da ni bilo gužve, da se je vse nekako poklopilo. Pri drugi hčerki sem bila že bolj poznana, tako da seveda so tudi vsi vedeli, kdo sem in tako verjetno bilo zaradi tega tudi nekako malo vse skupaj olepšano. In zelo lepo, v bistvu brez težav tudi in tudi potem vsa oskrba in vse to, kar sem dobila, vsi nasveti, nekako je šlo vse samo po sebi in tudi vse je steklo, dojenje, vse je bilo brez problema. Ste ustvarjeni za rojevanje. Ja, potem je rekla moja mama, ker sploh nisem vedela, ker je moja prababica je imela zelo veliko otrok, mislim, da 12 ali 13, in je rekla, da je najzadnjega rodila pri 43. To se pravi, to je bilo takrat že res skoraj, kot da bi danes rekel pri 60. Se pravi, nadaljujete tradicijo. No, nisem tako kot ona, ampak vsekakor mi odgovarja materinstvo. No, zelo. Odlično. Tudi vsa ta ljubezen in to lepo, ki ti otroci dajo, ko se vračaš iz nekega potovanja, iz koncerta, iz česarkoli in veš, da so oni doma in da greš lahko k njim v sobo in jih objameš in stisneš, to je, se mi zdi, največ vredno, no, do vsega. Zdaj, z možem ste omenili, da sta 21 let poročena. 20 poročena, 21. Zelo hitro so se poročila. Ja? Vsi so nam rekli, da je to katastrofa, da se bo takoj ločila. Očitno niso imeli prav, ne? Intenzivno. Ja. Očitno ste imeli dober občutek. Kako živita svoj zakonski odnos? Kaj se vam zdi pri gradnji enega dobrega partnerskega odnosa ključno? Midva sta taka zelo posebna, kot sem prej rekla, zelo sva si različno bila vzgojena iz drugačnih okolij. Tudi recimo jaz sem 100% Slovenka, Gorka, on je namešan, četrt Rus, četrt Hrvat, četrt Slovenec, četrt Srb, bolj temperamenten, bolj tak slovanski karakter. Vzgojen bil tudi čisto drugače. Ampak tudi veliko se kregava, tudi najni otroci so priča temu, če starejša hčerka reče, nekaj ta se spet krega, ampak pri nama je to nekako, grejo dnevno stvari ven in nikoli nisva skregana za dlje časa ali pa da bi bila žaljiva ali pa ponižujoča drug do drugega. To se mi zdi zelo bistveno za odnos, da nikoli ni tega zaničevanja. Ko do tega enkrat pride, to je precej slaba pot. No. Da je prepir, grejo nesoglasje ven in potem greš lahko čez eno uro naprej. To se mi zdi bistveno in obenem je pa veliko spoštovanja med sebojnega. No. Jaz ne vem, kaj bi Benjamin sicer to vedno pove in mi vedno kaže svojo ljubezen in me lepo gleda in mi to pove in tako naprej. Jaz pa seveda kot ženska, ki vedno se nekaj razburja na svojega moškega in ga poskušam malo spremeniti, ampak v bistvu vsak dan, ko nekako bi naredila dnevno bilanco ali pa tako, pa ga gledam z ljubeznijo in si rečem, kakšno nepopisno srečo imam, da imam takega človeka ob sebi, na katerega se res lahko tako zelo zanesem, od katerega sem se toliko naučila, ki ima tako veliko srce, ki mi tako res veliko daje vsak dan in ki bo vedno nekako postavil družino pa mene na prvo mesto pred sebe. Tako da je čudovito ste ga opisali. Nekako krasno delujeva in tudi on za to svojo veličino in dobroto, mislim, da je tudi on mene že malo spremenil, ker sem bolj egoist po naravi. Mogoče
ne vidite, ampak tudi znam biti precej tečna. Ampak me je že nekako malo izboljšal in zmehčal v vseh teh letih. Kako pa usklajujete precej naporne urnike, si predstavljam, da imate? Ja, vsak se trudi po svojih močeh. Jaz imam seveda precej dela z gospodinjstvom, ker tudi zelo skrbim za to, da dobro jemo. Mislim, dobro, lahko je zelo preprosto, ampak da je pač kvalitetna kuhana domača hrana. On pa dela vse, kar lahko in se mi zdi, večino časa je njegov dan prekratek za vse, kar bi želel. Ampak dokler greva lahko pogosto skupaj na kavo ali pa na eno pijačo, na pivo zdaj ne morem iti, in se pogovoriva in se smejeva, ker me lahko vedno spravi znova do solz smeh. Se krasno delujeva tudi kot nek tim. Seveda pa takrat, ko pride stresne situacije, ko neke stvari ne grejo, kot si je zamislil, ko pridejo tudi neuspehi, ki vedno so, takrat potem mogoče je malo težje, ampak tudi skozi to greva vedno. Kje ste trenutno glasbeno v vaši karieri? Zelo lepo vprašanje, zato ker ko se je začela korona in se posvetila popolnoma temu krepitvi pljuč, dihanju, vse skupaj, čemer bomo potem tudi kasneje več povedali. Takrat sem razmišljala nekaj mesecev, da sem toliko pela, toliko let, ne vem, skoraj 20, po 60 koncertov na leto, da sem kar nekako utrujena in da mi odgovarja malo premora, da se spet nekako najdem. In v času korone, kjer sem pač veliko predavala, delala druge stvari, sem se res ponovno našla in ugotovila, da v prvi vrsti ostajam pevka in da mi to pomeni več kot karkoli profesionalno. Imela sem tudi čudovito izkušnjo, ker živimo v Celovcu in sem se skozi ta čas zelo spoprijateljila z Bernardo Fink, ki tudi živi v bližini. Imela je čas, ker drugače ga ne bi imela, bila je več doma. In so se velikokrat obiskovali in tudi me je kar nekaj stvari naučila. Ogromno sem od teh najnih srečanj odnesla. Pa ne bom rekla samo glasben, ampak tudi v človeškem smislu, ker je res izjemen, zelo radodaren, zelo dober človek. Tako da, po vseh teh letih petja, predvsem veliko slovenskih, slovanskih pesmi, sem se zdaj, ko sem v Avstriji, spet začela malo vračati tudi k angleškemu repertoarju, k mjuziklom, k italijanski glasbi, ki jo imajo zelo radi v Celovcu, Ennio Morricone, filmska glasba in tako naprej. In z velikim veseljem odkrivam avstrijsko in nemško glasbo, katera me je že v srednji šoli na nek način, sploh nemška, ta Berlin 30. leta, Marlene Dietrich pa tako naprej, me je zelo privlačila in sem takrat kar nekaj pesmi pela. In zdaj se v bistvu dnevno učim te pesmi, ker želim nekako tudi priti pod kožo tamkajšnji publiki, ne samo z mednarodnim repertoarjem, ampak tudi z njihovim lastnim. In odkrivam popolnoma neke nove svetove. Tudi jaz imam zelo rada jezike, besedila, uživam tudi v tem. Kje vas v bližnji prihodnosti lahko v živo poslušamo? V kratkem, prva stvar, ki je, bom v Šentjurju pri Celju, bo predstavitev moje knjige s krajšim koncertom, potem pa se redno dogajajo neki manjši koncerti, ki jih tudi dosti prej objavljam na Facebooku, zdaj niti ne vem iz glave vseh datumov, ampak vedno nekaj tednov prej povem. Zadnji koncert je bil pa v bistvu lani, konec leta v Celovški koncertni hiši, kjer smo imeli krasen koncert s pianistom Davorinom Morjem, ki je tudi Slovenec, izjemno uspešen v Avstriji, na Dunaju živi. In tako da nenehno sem aktivna. Imate kakšne aktualne projekte v delu trenutno? Trenutno bom posnela zlasti nekaj stvari, kot sem prej rekla, tako za avstrijski in za nemški trg. Ker teh posnetkov, vseh mednarodnih, slovenskih, slovanskih, jih imam že zelo veliko. To pa trenutno še manjka. Tako da zdaj, dokler glas tako lepo zveni v nosečnosti, imam želje kar nekaj časa preživeti v studiu. Ste izkoristili. Ja, tako. Veliko dobre glasbe na svetu, narodnosti, žanrov, težko se je odločiti in jaz vedno z veseljem zagrabim tisto, kar mi novo življenje ponuja.
Mogoče se boste na kakšne uspavanke v prihodnih. Tudi o tem razmišljam. En album sem posnela leta 2011, po ene francoske uspavanke prevedene v slovenščino, so imele zelo lep odziv, ampak že dolgo časa sanjarim o enem albumu otroških pesmic. Ne bom rekla samo uspavank, zato ker se mi zdi, da manjka to na tržišču slovenskem, da je veliko nekih zborčkov, veliko nekih ljubiteljskih pobud, ampak neka taka res lepa izvedba starih slovenskih otroških pesmi pa mogoče manjka in bi rekla, vse pesmi, ki jih je meni kot otroku pela moja mama, ki jih je res veliko. Ježek teka, ne vem, Žabe svadbo so imeli, Čuk se je oženil. Vse to, tako da to bom sigurno enkrat posnela. Upamo, da res. Zdaj, napisali ste tudi knjigo, ste tudi pisateljica in sicer Vdihni življenje s polnimi pljuči. Je zelo prijetno in uporabno branje. Lahko rečem, v njej se nekako nasveti za polno in zdravo življenje prepletajo z vašimi zgodbami iz vašega življenja, iz vaše kariere. Se mi zdi podrobno in tudi slikovno opišete dihalne vaje. Jih lahko morda na kratko za naše gledalce predstavite, da dobijo neko vse osnovno predstavo, zakaj gre pri tem? To je vadba, katero sem se naučila med študijem v Moskvi, ampak sem jo dojemala kot eno od načinov, kako se malo opet ogreti za na oder, ne pa kot nekaj, kar bi moral v bistvu početi vsak dan. In šele ko sem imela nekaj let nazaj, to je bilo tam 2016-2017, približno tak burnout, ker dejansko mi je bilo preveč vsega, organizacija, koncerti, potovanja, otroci so bili majhni in tudi nekako ta nesigurnost, ki je z našim poklicem povezana, to je kar težko breme, ki ga nenehno nosiš in se ga s časoma naučiš nositi ali pa te zlomi. Samo dve možnosti sta. In takrat sem se potem k tem vajam spet zatekla. Gre za zelo staro metodo, ki bazira na vajah altajskih menihov, to je visokogorje na meji Rusije z Mongolijo, ki so bile pa potem sistematizirane in nekako dane v literaturo v 20. stoletju. Najprej za pomoč pri izgubah glasu, za pevce, igralce oziroma vsi, ki imajo probleme, zelo hitro recimo raztopijo kakšne vozličke pa povrnejo glas, ker veliko ljudi ima s tem težave. Potem s časoma, skozi desetletja, pa so bila tudi klinično testirane, vse več zdravnikov uradne medicine je posegalo tudi po njih kot dodatek za zdravljenje. Za vse mogoče stvari, seveda za vse dihalne bolezni, mislim, vse, kar je povezano z dihali, astme, kronični bronhitisi, okrevanje po pljučnicah in tako naprej. Potem previsok krvni tlak, diabetes, previsoka telesna teža, motnje v razpoloženju, depresije in tako naprej. Skratka, za ogromno teh različnih stvari se danes to uporablja. Metoda je nekako, bi rekla, obtičala v starih sovjetskih učbenikih, nikoli ni postala neki svetovni komercialni boom. Meni pa se je vedno zdelo, da ima ogromno potenciala, ker je tako preprosta in prav, kot bi rekla, na koži opisana zahodnemu človeku. Ni treba ležati na nekem Marvarflexu v trenerki 3-4 ure in šteti svoje vdihe, ampak enostavno vstaneš iz računalnika, karkoli počneš za minuto, 2, 3, ali pa greš na sprehod, ali pa si v kuhinji, ali pa med gospodinjskimi opravili in narediš 1, 2 vaji. Vaje so hitre, dinamične in njihov učinek je takojšen. Če rabiš, te pomirijo, če rabiš, da ti dvignejo energijo, ti jo dvignejo, tako da hkrati pomirjajo in poživljajo. Izjemno dobro na psiho vplivajo, na spanec, tak življenjski polet se pojavi, življenjska moč, ker zdaj skozi vsa ta leta, ko proučujem dihanje, kljub temu, da se zdi, da je to nekaj najbolj osnovnega, ker vsi znamo res, če smo zdravi dojenčki, res vsi to briljantno znamo, takoj, ko smo rojeni. Ampak potem skozi življenje zaradi različnih dejavnikov izgubimo stres, anksioznost, preveč sedenja, nenehno zadrževanje dihanja. In to, da tako slabo dihamo, da uporabljamo mogoče samo 20% svojih pljuč, ima zelo slab učinek na celotno naše zdravje, na vse organe, na to, kako se počutimo, na to, kako spimo.
Tako da se mi zdi, da je zelo pomembno, da ljudje, ki hočejo nekaj delati za svoje zdravje, da tudi razmišljajo o tem, da delajo nekaj za svoja pljuča vsakodnevno. Tudi če bodo delali 5 minut, pa bo tudi to dovolj. Ne? Drugače pa ta metoda vsebuje več kot 50 vaj že, nekatere so za različne potrebe, za različne bolezni, tudi za bolj bolane ljudi, recimo, so prilagojene. Ampak s tem se seveda ukvarjajo ljudje, ki so študirali medicino. Jaz pa v bistvu učim več ali manj zdrave ljudi z manjšimi ali pa srednjimi tegobami, nekakšnimi, kako v bistvu delati ta vsakodnevni fitness za pljuča. Pljuča se zelo hitro odprejo, se okrepijo vse mišice, ki sodelujo pri dihanju, in dihanje ni treba ozaveščati, ampak dihanje enostavno se začne nam refleksno vračati, tako kot bi moralo biti. Ja. Tolikokrat na dan ga nekako odkrčimo, odpremo pljuča in se spomnimo na to, da se to začne dogajati vedno bolj potem samo po sebi. Tudi zlasti po noči, recimo, ker po noči tudi, če tako dihamo, kot večina ljudi diha, tudi po noči še vedno dihamo plitko. In to je tudi ni dobro. Vaje so take hitre, smešne, plesne, skoraj da hitri vdihi skozi nos. Ni težke. Niso težke, v bistvu primerne za vse starostne skupine. Tako da res krasne in učinkovite. No? Zdaj, če malo tu pokukava, ste fajn slikovno prikazali. Ja, tudi so. Čist preproste in... Na moji spletni strani dihalna-telovadba.si je tudi ogromno brezplačnega materiala, ker sem imela dolgo časa rubriko na Facebooku 7 minut za zdrava pljuča. Tam so vsi te videi, potem so tudi webinari iz Facebooka, jih je bilo tudi že kar nekaj, kakšnih 7 jih je gor, enourni, tako da lahko tam se najde veliko brezplačnih vsebin, seveda pa se lahko tudi tam kupi knjigo, pridruži kateremu od mojih drugih tečajev, ali online, ali v živo in tako naprej. Tako da priporočam ljudem, da enostavno se majčkeno pozanimajo o tej temi, no, ker jih bo lahko zelo presenetilo, kaj pozitivno vplivalo na celotno čisto življenje. tak majhen podatek, recimo 85% toksinov iz našega telesa izločamo z dihanjem. To se pravi, lahko še bolj pazimo na svoje zdravje, se razstrupljamo in tako naprej. Če si ne uredimo dihanja, ti strupi ostajajo v nas. In prav s tako intenzivno vadbo vsakodnevno si lahko ogromno naredimo na to temo. No. Super, se pravi, samo odločitev je potrebna, pa se z lahkoto usvojijo. Točno tako. Pa vztrajnost potem. Jaz sem prepričana, da je to pomemben ključ do tega, kar mene ohranja nekako mlado in v formi. In plodno. Ja, tudi. Naj bi dejansko odlašale menopavzo, ne bi se zaradi tega zgodila kasneje. Zaradi tega, ker ta naša preponska mišica, ki jo imamo napeto nekako pod rebri, morala bi hoditi za dol in gor za 7 centimetrov. Pri večini ljudi se skoraj ne premika, mogoče 1 centimeter ali kaj takega. In to ima nekako slabo deluje na cel organizem, ker cela trebušna votlina, če si predstavljate vsi organi, ki so notri, ne vem, jetra, prebavila, rodila, vse to v bistvu s prepono bi morali cel dan dobivati tako majhno ritmično masažo, prekrvavitev. In če to ždi na mestu, vse, ne, prepona, cel trebuh se ždi na mestu, hrbtenica ždi na mestu, vse nekako ždi. In ne samo, da pač so pljuča na slabšem, kot mi mislimo, da manj zraka vdihujemo, vsi naši organi so na slabšem. Če pa delamo dihalno telovadbo, pa prav recimo rodila dobivajo ves čas eno tako majhno masažico in se ohranjajo bolj vitalno. To je pač, seveda ni, prebrala sem v knjigah, verjetno nikoli ni bilo nekako znanstveno dokazano, ampak jaz to verjamem, vsa teorijo, ki jo vem. Vi ste živi dokaz, da deluje. Ja, tako nekako. Zdaj, v svoji knjigi se dotaknete tudi zdrave prehrane. Zagovarjate, bi lahko rekli, hrano po nekako zdravi kmečki pameti in tudi hrano, ki je bila v bistvu hrana naših prednikov, brez nekih eksotičnih sestavin,
Zakaj je tako pomembno, da jemo hrano? Hrano, ki so jo jedle naše prababice, recimo, ali pa še dlje. Jaz bi rekla v prvi vrsti tudi zaradi budžeta, ne, ker seveda veliko ljudi mora gledati na to, koliko denarja za to porabi in vsekakor je eno tako normalno sezonsko hrano kupovati vedno najbolj ugodno, kot pa kupovati, ne vem, paradižnike po zimi, pa vse mogoče stvari iz celega sveta, si pripeljati jagode, borovnice, ne vem kaj vse. In mislim, da je treba. Zelo veliko mi je dala na to temo misliti tudi ena knjiga, ki se imenuje Zakaj so Francozinje lahko vitke, ki prav ena gospa Francozinja opisuje tradicionalno francosko prehrano in tudi ona vedno se zateka, ona zlasti govori o prehrani, seveda skozi celo knjigo, govori o tem, kako je važno jesti sezonsko, ne? Ker takrat imajo rastline največ v sebi, v bistvu, ali pa oziroma plodovi, takrat so stvari najbolj cenovno ugodne in tega je tudi naša genetika navajena. Ne? V bistvu mi smo vajeni piti kamilični čaj, pa lipov čaj, pa tako naprej. V bistvu nismo vajeni piti zeleni čaj, pa črni čaj. Recimo jaz prisegam tudi na žajblov čaj, ali pa na koprivo. Kopriva je tudi krasna zadeva. Vse to, kar je iz našega okolja. To naši genetiki nekako najbolj ustreza in je vsekakor najbolj dobro, ne bomo imeli nekih reakcij na to. Potem so tukaj tudi ti zelo preprosti recepti, se mi zdi, danes je tako kulinarika na vrhuncu in tako izjemni, vsi nekaj kuhamo in tako, ampak včasih je hrana lahko okusna čisto v svoji preprostosti, se pravi dober krompir nasoljen in konc, malo masla zraven, ne. Pa skuta ali pa kaj takega, te čompe, ki so ga jedli vedno v Bovški dolini. Tako da se mi zdi, da mogoče preveč kompliciramo, tudi preveč neke gurmanske okuse iščemo, ker dobre sestavine imajo same po sebi ogromno okusa in zelišča in tako naprej. Zdaj, zanimiv je tudi vaš odnos do posta. Za razliko od drugih, ki svetujejo o prehrani, se dotaknete tudi duhovnega vidika posta? Ja, absolutno se mi zdi, da takrat, ko se človek za nekaj takega odloči, da mora biti to celovito, da mora tudi biti neke vrste duhovni post, ne pa samo skrbeti samo za svoje telo. Ne gre za dieto v prvi vrsti, ali pa samo za razstrupljanje. Stari posti po starih tradicijah so vedno vključevali tudi, ne vem, ali neko veliko meditacije, veliko molitve, veliko pač nekega ukvarjanja z lastno duhovnostjo tudi in to se mi zdi zelo smotrno zraven. Tako da zanimivo je pa, kako te meditacije in molitve, prav sem zadnjič en zanimiv članek prebrala po bodisi recitiranje Zdrave Marije, zlasti v latinščini, ne v vseh jezikih prevedeno, bodisi recitiranje nekih mantr, ki jih imajo recimo indijske kulture. Vse to popolnoma, ko to delaš, se regulira dihanje in se popolnoma umiri cel sistem telesni. Tako da je dejansko te stvari je zdravo početi vsakodnevno. Ne glede na to. Na mesto diete rožni venec v roke. Kot komu ustreza, bi rekla, katerakoli vera mu je blizu, ampak vsekakor se z neko duhovnostjo se ukvarjati, z neko notranjo čistostjo, bi rekla. Pa v bistvu preobrazba celotnega človeka. Z željo potem, da k tebi prihaja dobro in da si ti dober in da daješ dobro. No. Nekako s tem bi rekla, da se je treba vsakodnevno ukvarjati. Odlično. Zdaj, prav lahko bi rekli osvežujoč je vaš odnos do športa, ki ga tudi opišete v svoji knjigi. V zadnjih letih je nekako vrhunska telovadba, vrhunska neka natreniranost, še posebej pri ženskah postala popularna in zaželena. V resnici pa, kot pravite, gre za en velik stres za telo. Pretiran šport je vsekakor stres za telo in nas hitreje stara, nas oropa mineralov in vitaminov. Recimo ljudje, ki so vrhunski športniki, znajo to skupaj s svojimi zdravniki zelo dobro nadomeščati, pa še vseeno imajo potem v bistvu življenjske posledice na svojih telesih zaradi pretiranega športa. Ljudje si uničujejo sklepe, v bistvu svoje telo uničujejo za pretirano športa. Tudi hormonsko, recimo, pravite, ne? Ja, in sploh v bistvu sem se pogovarjala tudi s kakšnimi zdravniki, ki nekateri prav pravijo, seveda, da je tam okrog 50. leta, da je veliko ljudi pretirava s tem.
ko mogoče že niso več tako fit, kot so bili pri 20-ih, seveda niso več tako, imajo pa več časa, otroci so veliki, hočejo nekako zadržati, ohraniti svojo mladost in nasprotno si dobijo infarkte in podobne zadeve pri teh letih, zaradi tega, ker kolesarijo neke ne vem kakšne hribe in tako naprej. Ljudje po dolgih dnevih, ko so neprespani, utrujeni, so preveč delali, pa grejo se še do konca spehati športom. Kot jaz v knjigi rečem, da bi bilo bolj zdravo za skledo kokec spet na kavču. Takrat. Vsekakor pa šport redno. Kakšnega priporočate, recimo za ženske? Absolutno hojo vsakodnevno, vedno več. Jaz sem veliko tudi brala, kako recimo ljudje, ki so starejši, ki so stari, ne vem, 80 in tako naprej, kakšne so njihove življenjske navade, da so dobro. Seveda nekaj genetika, ampak ti ljudje imajo skupno to, da imajo neko zadržanost pri prehrani, to se pravi, nikoli se ne prenajedajo in da zelo veliko hodijo, velikokrat praktično uro, 2 na dan vsi hodijo. Tako da kolikor lahko priporočam vsem, da hodijo, lahko tudi hitro hodijo. Vse te nežne telovadbe, kot je, ne vem, joga ali pa pilates, kot komu ustreza, dihalna telovadba absolutno vsak dan 5, 10, 15 minut, plavanje in vse brez nekega prenaprezanja in absolutno ne početi vsak dan, ne si zastaviti, ne vem, toliko in tokrat v toliko in tolikih dneh in tako naprej, ki gre spet proti telesu, če si utrujen, če se ne ljubi, enostavno telo pravi ne. In tudi ti, recimo, ki so zagovorniki mrznega tuširanja, ki pravijo, da mrzlo vodo, če kdaj ne paše, tudi po 2 tedna ne. Tudi jaz, ne vem, dihalne telovadbe ne delam po 2 tedna, kdaj, pa potem spet, ne vem, po pol ure na dan. Pa takrat, ko sem začela, sem delala 3 ure na dan. Pridejo obdobja in takrat ne smeš riniti iz svoje komfortne cone. Da moraš vedeti, kdaj si len, kdaj pa enostavno telo res tega ne rabi. Ima to dodaten stres. Nobene stvari ni treba vsak dan početi. Prav nobene. Mislim, ni pravilno. Oziroma sami veste, kaj je treba, ampak take stvari, ki si jih sami zadamo, vezane na lastno disciplino, pa res ni treba. Vedno lahko malo počakaš. Zdrava mera pri vsem. Zdaj še mogoče malo bolj aktualno družbeno vprašanje. Poklicno ste zelo povezani z Rusijo. Zdaj vemo, kaj se v Rusiji dogaja. Verjetno imate tudi stike z mnogimi umetniki ruskimi. Kako doživlja recimo en povprečen Rus trenutno družbeno-politično situacijo? Kar zelo, zelo, zelo travmatično. No. Sicer so tudi oni nekako nasprotnih si mnenj včasih, nekateri so bolj na eno stran, nekateri bolj na drugo stran, ampak mnogim ljudem so se popolnoma življenje na glavo obrnilo, tudi ta embargo, pa to čez noč izgubili posle, ljudje, ki imajo, ne vem, več zaposlenih in tako naprej, čez noč brez vsakega posla iz Evrope. In ena taka velika nesigurnost in kaos je, tudi se počutijo zelo ponižane, osramočene, v bistvu so izgubili ves ugled kot narod, ne, v času enega leta in to bo trajalo dolgo, da se bo to nekako obnovilo, povrnilo. Kljub temu, recimo, da so izjemni, kar se tiče umetnosti, kar se tiče veliko stvari so vrhunski, ampak trenutno enostavno je to že skoraj postalo nekaj slabega, ne, da si Rus. Že sama narodnost. Tako da zelo težko za moje prijatelje, tudi nikamor ne morejo, oziroma v Evropo ne morejo. Posli se selijo vse mogoče države naokrog, od Armenije do ne vem, Gruzije, tam, da pač lahko še delujejo, tako da ogromno ljudi se je kar izselilo iz Rusije, da lahko pač nadaljujejo s svojim delom. Tako da tudi za njih je to ena velika tragedija trenutno, kar se dogaja. No. Ni lahko. Upam, da se bojo uspeli zmeniti čim prej, da ne bo več se vleklo, ker je res grozno. No. Vsaka vojna je grozna. Vsaka vojna je grozna, ja. Vsaka vojna je grozna in v bistvu nikoli točno ne vemo, kaj se dogaja za njo. Ne. Tako da zelo, tudi ne spremljam veliko medijev, ker v bistvu nočem imeti nekih zelo določenih mnenj, niti tistih, ki so, ko bi rekla, mainstream mediji, niti unih zakulisnih, ki poročajo o raznih zarotah, ker z obeh strani nekako
je preveč enih informacij, zaradi katerih se samo slabo počutim. No. Mislim, da mora vsak človek nekako pri sebi začeti in iz sebe dajati ven dobroto in v svojem mikrookolju. Ne. Na nekem širšem pa težko delujemo, ali pa kaj lahko storimo. Pametnega povemo ali pa počnemo. Ne moremo v bistvu. Gotovo. Zdaj, če zaključimo še z malo nečim pozitivnim, kakšne načrte imate za prihodnje mesece? Ja, v bistvu do marca imam še koncerte. A do marca celo? Ja, tako da potem pa spet naprej od konca maja, junija tudi, seveda z nekimi prilagoditvami, olajšavami, to kot bom želela. Ne, nič nisem še kupila. Trenutno sploh absolutno nič ne kompliciram in nekako pravim, tega je toliko naokrog, da ko bom rabila, boš lahko vedno v enem dnevu vse dobiš, karkoli rabiš. Predvsem bi rada nekako se psihično pripravila in še nekaj stvari speljala, mogoče knjigo še eno napisala do takrat pa to, ker pač imam veliko že teh zapiskov. Imate že pripravljeno? Ja, tako da predvsem v tem smislu. O čem knjigo, če ni skrivnost? Bistvo nadaljevanje tega mojega dosedanjega dela za neko višanje življenjske energije, motiviranosti, pozitivnosti in tako naprej, notranjega zadovoljstva. V tem še malo razglabam in tudi na temo dihanja se da še kar precej povedati, kar ni v moji prvi knjigi. Super. Ja. Torej, Manca, iskrena hvala za vaš čas in za vse hvala lepa. Izkušnje in misli, ki ste jih z nami podelili, pa vse dobro na vaši življenjski poti še naprej. Hvala. Upam, da se še kaj vidimo. Z veseljem. Hvala pa tudi vam, dragi gledalci, za vašo pozornost. Povabljeni tudi na naš portal iskreni.net, kjer dnevno objavljamo zanimive vsebine. Srečno!